Dober večer in dobrodošli na Goriškem večeru, ki je kot vedno pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Te večere pripravljamo že kar nekaj let in to, da smo še vedno tu, dokazuje, da nismo tako slabi. Nocojšnji gost je gospod Igor Omerza, avtor knjige Kaplar, o kateri bo nocoj beseda. In to besedo dajem Eriki, ki bo vodila nocojšnji pogovor. Prijetno poslušanje. Torej, lepo pozdravljeni, dober večer, dragi Igor, dobrodošel v Novi Gorici. Zdaj, ker že nekaj časa nisem tu za to mizo, bi začeli z našim klasičnim programom oziroma uvodom, ki nekje pove tudi, kje smo. Torej, mi danes smo na trgu ob ulici in na tej ulici Borisa Kidriča je zadnji kip, ki so ga postavili, čigav. Nad nami pa je Sabotin in iz Sabotina nas gleda napis. Torej, Igor, v tak kraj si prišel, sicer tu pri nas si že bil večkrat, tako v Novi Gorici kot v Gorici. Hvala tudi za pozornost, ki jo namenjaš našemu prostoru. Sicer te ne dohajamo nikoli s knjigami, ker zadnjič, kot smo govorili 2024, konec leta 2024, smo predstavljali knjigo Francujezi in med tem je išlo kar nekaj knjig. Naša publika te pozna, ne samo, ker si bil tu pri nas večkrat, ampak tudi zato, ker si javna oseba, osebnost že več desetletij, najprej kot osamosvojitelj, kot politik, zadnjih 20 let pa kot avtor knjig, ki nastajajo na podlagi ostankov dokumentov, ki so se ohranili v teh udbovskih arhivih oziroma ki jih niso uničili. So jih uničili, ampak ne do take mere, da ti ne bi že skoraj 30 knjig izdal iz teh dokumentov na različne tematike, ki pa so vse med sabo povezane. Danes se vračaš v našo sredo s serijo Velikani slovenske osamosvojitve in udbe. 6 knjig je išlo v tem nizu, v tej seriji, tik pred izidom je še aprilska, 7., boš sam povedal, komu je namenjena. In ker gre za ključne osebe slovenske državnosti in slovenske države, jih bom prav naštela. To so Ciril Žebot, Peter, Franc Jeza, separatist, Igor Bavčar, deviacija, France Bučar, tikveš, Jože Pučnik, psevdomarksist in zadnja, Janez Janša, kaplar. Nastaja pa 7., to boš ti povedal. Sem bi spadal tudi Janez Toplišek, Potres, to so kodna imena, po katerih so jih zalezovali, ki v glavnem neznana osebnost, si ti edini, ki se z njim ukvarjaš in pač poudarjaš vlogo, ki jo je on imel in pač to njegovo sanjanje o slovenski državi. In v tem nizu so tako idejni kot tudi operativni osamosvojitelji, ker na primer Ciril Žebot, Franc Jeza so sanjali in pisali o slovenski državi, medtem ko začenši z Janšo, ampak tudi seveda s Bavčarjem in Bučarjem in pa s Pučnikom, govorimo tudi o operativnih, torej ki so bili zraven oziroma so bili sooblikovalci tega slovenske države. Knjigo Kaplarju, Janezu Janši, si prvič predstavljal v Ljubljani januarja letos, 12. januarja na Gospodarskem razstavišču, z 2 akterjema slovenske osamosvojitve, torej z Janšo in z Igorjem Bavčarjem. Je zajetna knjiga, več kot 400 strani ima. Veliko je slik in dokumentov, veliko je tudi teksta. Posebnost te knjige je, da ne govori samo o udbi, ampak govori tudi o kosu, torej dokumenti so od udbe in od kosa, ker ne govorimo samo o partiji, torej ne samo o politični policiji in o politiki, temveč govorimo tudi o vojski, o JLA.
Sedaj pobliže nam boš predstavil to zadnjo knjigo, začeli pa bomo s 6-minutnim filmom o Janezu Janši, kaplarju, ki med drugim kaplar bo prišel v Novo Gorico prav jutri, tako da danes bomo imeli večer o kaplarju in potem jutri bodo povedali pač, kdaj bo kaplar tu v Novi Gorici. 30. maja 1988 sta Janez Janša in Igor Omerza odpeljala iz Münchna. Tam sta bila poslovno. V rahlo deževno Ljubljano sta prispela okrog 11. zvečer in kar padla sta v posteljo. Medtem ko sta Janez in Igor trdno spala, je bila v globoki noči 31. maja 1988 opravljena že 5. tajna udbaška preiskava v družbenem podjetju Mikroada. Namenjena je bila potrditvi, ali je kopija vojaškega dokumenta še v predalu delovne mize Janeza Janše. Petorica udbašov je svojim šefom lahko zadovoljno sporočila, da je kronski dokument za pregon Janeza Janše še na svojem mestu. Oder za pomembne prihajajoče dni, ki bodo pretresli Slovenijo, je bil tako postavljen in pripravljen. Torek, 31. maja 1988, malo po 6. uri zjutraj, je nekdo močno in živčno zvonil na vratih Omerzovega oziroma družbenega stanovanja na Miklošičevi ulici 28 v Ljubljani. Nekaj minut poprej je predirljivi zvok hišnega zvonca na Gornjem trgu 44 iztrgal iz spanja Janeza Janšo. Uro in pol pozneje je vojaška tajna služba sprožila preiskavo proti zastavniku Ivanu Borštnerju zaradi suma odtujitve vojaškega dokumenta. Ko se je Omerza še v polsnu opotekal po dolgi predsobi, si ni znal razložiti, kdo bi tako zgodaj stal pred vrati. Še bolj je bil presenečen, ko je odklenil duri in je zagledal sodelavca iz mladinske organizacije, Draga Isajloviča, s katerim že nekaj let ni imel nobenih stikov. Drago mu je nekam sramežljivo sporočil, da bo opravljena preiskava prostorov v podjetju Mikroada in da mora biti kot direktor podjetja prisoten. V trenutku so mu možgani začeli delovati s polno paro. Hitro se je oblekel in brez odvečnih besed sta z Dragom odšla pred hišo, kjer je že čakal avto s 3 udbaši, in v jutranji svetlobi so se odpeljali na kraj zločina. Ko so prispeli, je pred vhodom v Mikroado že stala gruča ljudi, ki je obkrožala Janeza Janšo. Sami preiskovalci so bili mešane sestave. Nekaj jih je bilo iz javne in nekaj iz tajne policije. Javni policaj Zvonko Hrastar je pristopil k Omerzi in mu dejal, da bodo opravili preiskavo prostorov, ter vprašal: Ali vam je znano, da je v prostorih Mikroade tajen vojaški dokument? Odgovoril je, da ne ve. Enako je odgovoril tudi za njim povprašani Janez Janša in preiskava se je začela. Videlo se je, da so preiskovalci dobro poznali notranjost podjetja. Kmalu so v Janezovi mizi našli, kar so iskali. Pobrali so še kopico drugih papirjev in ko se je ura že bližala poldnevu, je nesporni vodja parade udbaš Miran Frumen suho dejal: Janša in Omerza, gremo na razgovore. Medtem ko sta obkrožena z udbaši odšla čez dvorišče do 2 avtomobilov, je iz sosednje zgradbe nekdo vneto fotografiral. To je bil fotograf Tone Stojko, ki se je takrat po naključju znašel v Mikroadi. Preiskovalci so Stojka legitimirali in ga potem izpustili. Zaslutil je, da lahko v svojo bogato fotografsko kolekcijo doda še kakšno slikico, zato se je skril v 4. nadstropje bližnje hiše in počakal, da so preiskovalci, Janez in Igor, stopili iz Mikroade na dvorišče. Tako so nastale zgodovinske fotografije. Kakorkoli že, Janeza in Igorja so takoj ločili in vsakega z drugim avtom okoli poldneva odpeljali na sedež ljubljanske policije. Pogovor z Igorjem Omerzo je bil dejansko zaslišanje. Udbovski zasliševalci so se menjavali in mu niso dali dihati. Najprej jih je zanimalo, kaj ve o najdenih 2 straneh vojaškega dokumenta. Odločno je dejal, da teh strani nikoli ni videl.
To je bila seveda debela laž, saj je bil sredi marca 1988 prisoten, ko ga je urednik Mladine Franci Zavrl na mikroadi izročil Janši. Vanj so silili tudi z drugimi vprašanji, a imel je občutek, da jih kaj dosti ne zanimajo njegovi odgovori, kot da so čakali na neko povelje, kaj naj naredijo z njim. Ker je že nastopilo popoldne, je seveda razmišljal predvsem to, kdaj ga bodo spustili iz svojih krempljev. Čez 5 minut so se odprla vrata in Drago Isajlović mu je dejal, da lahko gre. Stopil je v toplo majsko popoldne ter na smrt utrujen in razrvan odšel na bližnji sedež mikroade. Tam je nato v krogu prijateljev premleval, kaj jim je storiti, da bi Janeza spravili na svobodo. Janšo so uradno priprli 31. maja ob 4:30 popoldne. 20 minut do 19 so ga pripeljali v prostore za pridržanje. Naslednji dan so ga predali v roke vojaškim zasliševalcem. Janša je bil torej zaprt, zunaj pa je vrelo. Nastala je mega afera JBTZ. To je okrajšava iz imen neposredno udeleženih: Janša, Borštner, Tasić, Zavrl. Zaradi teh aretacij je nastalo največje povojno civilno gibanje, ki je delovalo pod imenom Odbor za varstvo človekovih pravic, ponarodilo Bavčarjev odbor. V njem je bilo 200 000 glav. Kaj je pred tem, ob tem in potem o Janezu Janši pisala Udba, si lahko preberete v knjigi Janez Janša, Kaplar. Pod tem kodnim imenom so namreč udbaši in udbašice zalezovali Janeza Janšo. Sedaj bomo pobliže spregovorili o knjigi oziroma o dokumentih. O temni strani dela najprej. In tudi o prejšnjih 2 knjigah, ki spadata v trilogijo o časopisu Delo, temna stran dela in svetla stran dela. Sedaj, Igor, beseda je tvoja in pač začni s tistim delom, ki želiš. Hvala za vabilo, vas lepo pozdravljam. Najprej bi na kratko predstavil mojo prejšnjo knjigo, pravzaprav trilogijo Temna in svetla stran dela. Pred kratkim sem izdal 2. in 3. del. Tukaj vidite temno in svetlo stran, pred par leti pa že 1. del Temna stran dela. To obsega okoli 1200 strani, te 3 knjige. Jaz vedno rečem, vse moje knjige se lahko odprejo kjerkoli. Samo vedeti morate, da je obstajala neka grda udba, ki je s pomočjo slabih fantov in deklet preganjala, po nalogu še slabših fantov in deklet preganjala in šikanirala, zalezovala dobre fante in dekleta. Zdaj seveda je pa zelo važno, da imamo dokumente. Jaz sem večkrat bil v situaciji, ko sem tudi dobronamerne priče spraševal, pa so mi napačno govorile. Bom povedal primer. Boris Pahor, sem ga spraševal v Kozbeku, mi je govoril stvari, ki niso držale. Namreč niso držale glede na dokumente. Potem sem se rekel, profesor Boris, to, kar govorite, ne drži. In sem mu pokažel dokumente in rekel, malo užaljeno skoraj, vi veste več o meni kot jaz. Ampak dejansko je tako. Dokumenti so boljši, kot je naš spomin. Tudi tisti spomin, ki se skuša, ne govorimo o spominu, ki skuša zavajati. Zdaj, treba je tudi vedeti, da Udba imela v osnovi brez ljudi, ki ti poročajo, ne moreš delati. Ti lahko si prisluškuješ, zalezuješ in tako naprej snemaš, ampak vendarle tisti, ki je znotraj, ti lahko v zelo kratkem pove, kaj se dogaja v nekem okolju. In oni so imeli vire in so imeli sodelavce. Vir je bil nižja oblika, ki je samo poročal, sodelavec pa tudi širil dezinformacije, delal proaktivno, recimo tudi sodeloval pri raznih ugrabitvah, bombnih atentatih in umorih v tujini. Zdaj, ta druga knjiga, Temna stran dela, opisuje delovanje 24 novinarjev in nekaterih pomembnejših zunanjih sodelavcev Udbe, ki so bili konfidenti. Torej, in razdeljena je na
dvoje poglavij, kapitalci, to so glavni, in manjše ribe, od tistih sem najdel skoraj nič dokumentacije, mogoče 2-3 dokumente, tako da jih nisem mogel uvrstiti med velike sodelavce, da tako rečem. Svetlejša stran je pa, svetla stran je zelena pa na svetlejšo stran in pa polnoma svetla stran. Namreč tudi na svetlejši strani imamo ljudi, ki so sicer ali so delali, ali so registrirani bili v udbi, ampak so se potem od tega oddaljili in so v bistvu delovali demokratično. Potem je polna svetloba, to so pa tisti, ki so bili samo zalezovani, to so pa trije v okolju dela. To je Viktor Blažič, kodno zalezovan kot Blaž, Andrej Inkret, kodno zalezovan kot Prijatelj in še danes živa, zame prva dama slovenske demokratizacije, Alenka Puhar, zalezovana kot Priloga. Zakaj Priloga? Recimo, zato, ker je delala v Sobotni prilogi, verjetno se je zaradi tega dalo to kodno ime. Zdaj, v tej knjigi so pač razni dokumenti, ki si jih lahko, če boste knjigo brali, si jih lahko pogledate. Imate tudi slike tajnega zalezovanja, fotografiranje, vidite, to so slabe kvalitete, ampak vendarle so ohranjene nekatere fotografije tajnega snemanja, seveda od Baškega. Zdaj seveda se človek potem, ali pa lahko bralec vpraša, ali pa javnost vpraša, kako jaz lahko sploh to knjig sem napisal v udbi. 90% približno je uničenega, to je moja ocena. Namreč jaz sem, ko sem pisal v Kozbeku, sem našel 2000 strani. Vem pa, glede na neke izjave, neke analize, da je bilo v Kozbeku narejenih približno 20 000 strani. Se pravi, to je 2010%, to je na prst ocena, ampak dost se nismo zmotili. Kako se sploh lahko potem piše knjige? Zato, ker jaz pišem v zelo dolgih obdobjih. Recimo, Kozbeka so zalezovali od leta 1944 do njegove smrti in se vendar nekaj ohranili. Poleg tega, zanimivo, neke stvari so popolnoma ohranjene, bi človek rekel, nekatere so popolnoma uničene. Potem, ko pa poznaš delovanje udbe, pa lahko sestaviš neko zgodbo, tudi če imaš pomanjkljivo dokumentacijo. Živeči udbeci praktično ni nobenega žvižgača. Bil je zavadlav svoj čas, drugače pa praktično nikogar v Sloveniji, ki bi bil žvižgač. No, zdaj sem pa že na knjigi Janez Janša, to je zadnja knjiga, Janez Janša Kaplar. Ta knjiga ima 428 strani in zanjo sem zbiral dokumentacijo od leta 2007. Se pravi, vse karkoli čim sem opazil priimek Janša ali pa Kaplar, potem sem ugotovil, da je to njegovo kodno ime, sem zlagal na poseben kupček. In se je nabral nek kupček, ki je zdaj v tej knjigi. S tem, da nisem delal nobene selekcije. Posod, kjer se pojavi Janez Janša, ta dokument jaz objavim, oziroma če ne faksimile, tudi veliko je faksimilov, pa vsaj v tekstu. Se pravi, nisem niti enega dokumenta, ker se pojavlja Janez Janša, da ga ni v knjigi. Če bi bilo vse ohranjeno, bilo to potem knjiga 5000 strani, to pa seveda takrat bi mogel delati selekcijo. Pa ne vem, koliko časa je potem rabil za take knjige. No, Erika je že prej povedala, da je to 6. knjiga v seriji Velikani slovenske osamosvojitve in udba. Pripravljam 7. Dimitrij Rupel Negativ, ki naj bi šla 7. aprila ob 80-letnici Dimitrija Rupla. Ampak, ker bo takrat Dimitrij Rupel izdal neka slavnost, ker bo izdal svojo knjigo, nima smisla, da 2 knjige naenkrat predstavimo, verjetno bom to izdajo knjigo za nekaj časa zamaknil, čeprav je že pripravljena za tisk. Zdaj, tukaj imate vsebino knjige, samo pač prikazana, je 10 poglavij in jaz grem kronološko, seveda, od začetkov. Namreč Janšo so začeli zalezovati leta 83 aprila.
Končali so leta 90 aprila, ne, tako da imamo ta razmak kronološki in v tem kronološkem nizu izvlečem to zgodbo zalezovanja, šikaniranja in celo zaprtja. Dvakrat so ga skušali obsoditi, enkrat jim je to uspelo. V demokraciji tudi jim je uspelo, ne? Ja, ampak jaz govorim v obdobju socializma. Ampak rečem, da se to nadaljuje. Če bi pa to raztegnili, pa še veliko drugih stvari od leta 90 naprej. Ne. To bila pa knjiga spet zelo debela. Zakaj je prišlo do tega, da je on relativno mlad postal predmet zalezovanja Udbe, ko je bil mladinski funkcionar v predsedstvu Slovenske mladine, on je bil obramboslovec in potem je bil v tem smislu zadolžen za pripravo neke konference OS, SL, ON in DS. Verjetno starejši se spomnite, da je to splošni ljudski odpor in družbena samozaščita. In on je imel nalogo pripraviti gradiva. In njegova gradiva so bila taka, ki seveda so odstopala od uradne vojaške linije. On je govoril o oboroženem ljudstvu, pravzaprav že malo namigoval, bom rekel, na slovensko vojsko. Vojska je pa bolj stavila na to profesionalno armado in je prišlo, seveda, vojska je jasno protestirala pri slovenski politiki in slovenska politika, takrat Andrej Marinc, predsednik komunistov, je pritiskal in še vsi ostali na slovensko mladinsko vodstvo, da se to spremeni in so se eno leto boksali, da so končno bili zadovoljni, da so mladinci seveda pod tem pritiskom popustili. In to je pa Janša ostalo službe, namreč sicer je uspel speljati to konferenco z gradivi, ki so potem bili primerni za vojsko in za politiko, ampak Črni Madež je dobil in leta 1984 novembra ni bil več kandidiran za člana predsedstva in je ostal na cesti takrat. In so mislili, da so se ga znebili. Zelo so se zmotili. Še danes pravzaprav, ne? Zdaj, tukaj imate en dokument iz leta 1984, intervju Janeza Janše na Radiu Študent in celoten njegov intervju je Udba posredovala slovenskemu komunističnemu političnemu vodstvu. No, to je slika Janše iz leta 1984, to je iz Dela, jaz sem iskal original, ampak pravijo na dokumentaciji Dela, da ga nimajo, ampak slika je vseeno, se mi zdi čisto solidna, čeprav je iz časopisa direktno posneta, skenirana. No, zdaj pa seveda Janša, pa čeprav ni več funkcionar, ki bi lahko z neke uradne politične scene kritično razmišljal, je pa začel pisati, pa na raznih simpozijah sodelovati in tako naprej in seveda je bil zelo kritičen do Jugoslovanske ljudske armade. In film je pa Armadi počil, ko je armada napovedala vojaško parado leta 1985 v Beogradu 9. maja, je slovenska mladina, mladinska organizacija, pa tudi njeno mirovniško gibanje so to protestirali proti vojaški paradi, seveda totalitarnega režima. In zato je Janša, mladina je šla celotna številka posvečena paradi in v njej je imel Janša 4 članke. In v enem izmed člankov je vojska našla izdajo vojaške tajnosti, ko je Janša zapisal, da bo prišlo do skrajšanja vojaškega roka in so sprožili proti njemu preiskavo. V dokumentih, to so dokumenti, ki mi je dal Drago Demšar, zdaj že pokojni, odvetnik Janeza Janše takrat, njega so kodno zalezovali kot Zavesa. Ne vem, zakaj smo dali tako ime. Kakorkoli, Demšar mi je dal to dokumentacijo iz tistega procesa, ki se je takrat začel vojaškega in iz teh dokumentov je razvidno, da niso oni njemu učitali samo, da je izdal vojaško tajno, ampak da nasploh kako on piše ali govori ali razmišlja o jugoslovanski ljudski armadi. Kaj se je pa zdaj zgodilo? To je bilo pa nekaj neverjetnega. Slovensko politično, ko se je pripravljala obtožnica oziroma obtožnica že narejena, je slovensko mladinsko vodstvo na pobudo Igorja Bavčarja, ki je bil takrat še član predsedstva in predsednik mladine Andrej Barvar, ne vem, koliko se spomnite teh imen, je to podprl in slovensko
mladinsko vodstvo je obsodilo ravnanje JLA. To je pa prvič v povojni zgodovini Jugoslavije, da je katerikoli uradni politični organ, ker mladinska organizacija je bila uradna politična organizacija, da je katerikoli vodilni organ ali pa katerikoli organ sploh politični ali pa družbeni ali pa javni, celo v časopisih nikoli ni bilo, razen mogoče takrat že v Mladini, nikoli ni bilo nobenih kritičnih besed o Jugoslovanski ljudski armadi. Tukaj so jih pa obsodili, zakaj hočejo obsoditi nekoga, ki je nekaj napisal v mladinskem časopisu. In kaj je bilo pa še huje? Te sklepe je hotela revija Mladina objaviti. Odgovorni urednik Bojan Korzika je to postavil in poslal v tiskarno, jasno, Udba je to, ker je imela svoje ljudi v tiskarni, to videla, obvestila javnega tožilca in tožilce klical Bojana Korzika, je rekel, umakni ta članek, drugače te bom zaprl. Je rekel, zaprite me, se bo cel svet smejal, kako zapirate urednika, zato ker hoče objaviti stališče uradne politične organizacije. In je rekel tožilc, v redu, bom jaz pri vojski dosegel, oziroma sem že dosegel, da se ta obtožnica umakne. In Bojan Korzika je umaknil članek. Naslednji teden se nič ni zgodilo. In Bojan Korzika je mislil, da ga je pač tožilc nalagal. Zato je še enkrat postavil to v tednik Mladina. Spet je Udba seveda sporočila temu tožilcu Pavletu Carju, da je to postavljeno in Pavle je spet klical Korziko. In potem je, ko sta se takole prepričevala, je rekel, dobro, pridite k meni na tožilstvo, bom jaz napisal, da je bila obtožnica in podpisal, da je bila obtožnica umaknjena. In vidite, tle je dokument dejansko šel pol Korzika na tožilstvo in je tukaj dokument ohranjen, uredništvo Mladine, Pavle Car podpisan, pravi, da je obtožnica umaknjena. In na ta način se je Janša takrat rešil, bo rekel, tega vojaškega procesa. Zanimivo pa je, da ga je rešila slovenska politika takrat, kar bo popolnoma drugače v procesu JBTZ. Namreč, kaj se je zgodilo v ozadju? O tem piše general pokojni Marjan Kranjc, Slovenc, ki je bil takrat šef KOS-a Ljubljanske armade, se pravi Ljubljanska armada je obsegala Slovenijo. In on je bil prisoten pri generalu Višnjiču, šefu te Ljubljanske armade, ko ga je klical Andrej Marinc, takratni šef slovenskih komunistov. In je prosil Višnjiča, da umakne obtožnico proti Janši. Višnjič je pogledal tega Kranjca in Kranjc je pokimal in obtožnica je bila umaknjena. Vidite, zanimivo, da je takrat slovenska politika ocenila, da ne bi bilo dobro takrat proces proti Janezu Janši. In tako je Janez Janša se rešil takrat iz krempljev, bom rekel, vojaškega pravosodja. 3 leta pozneje pa ne več. Pa nastop zanimivo obdobje Janeza Janše, namreč mirovniško obdobje. Kaj se je dogajalo v Jugoslaviji? Civilni ugovor vesti, Jehove priče so bile zaprte 3 leta, ko so odslužili, spet niso hoteli prejeti za orožje, 3 leta, naslednje 3 leta, spet niso hoteli, 3 leta. Najhujši režim na svetu smo imeli okoli tega civilnega služenja, mislim, represivnega, proti temu, da ne bi nekdo, ki tega ne more zaradi svojega pravičenja prijel za orožje. In seveda se v okviru mirovnega gibanja mladinskega se je močno načelo to vprašanje, se je obsojalo vojsko in Janša je tukaj bil zelo aktiven v tem mirovnem gibanju, predvsem na področju, da bi se uredilo nekakšno civilno služenje vojaškega roka, torej da bi Jehove priče ne bilo treba, da gre lahko vojsko, ampak da ne bi prijeli za orožje, ker so bili po 10 let v ječi, ker ni bilo tega na svetu, takega hudega kaznovanja v takih primerih. Zanimivo je recimo tale dokument, Janez je bil v Mariboru, to je bilo leta 1986 in imel predavanje o civilnem služenju vojaškega roka, to je 5 strani dolg dokument
In Udba je to posnela, mariborska, in je potem poslala posnetek tega pogovora oziroma tega nastopa Janše v Mladinski knjigi v Mariboru, je poslala na sedež Udbe v Ljubljane, ki je bil v Slaviji, se pravi, kjer je še danes notranje ministrstvo, tam je tudi sedež takrat Udbe v Slaviji, v ljubljanski Slaviji. Tako mi rečemo tej zgradbi. Zdaj pa pride po mojem odločilen trenutek, zakaj se pa zdaj slovenska politika odloči, da bo skušala Janeza Janšo odstraniti iz političnega življenja, se pravi ga spraviti za rešetke. Janez Janša je februarja, marca začel kandidirati za predsednika Slovenske mladine in je objavil program. Je bil objavljen v Katedri, se pravi mariborskem časopisu študentov in Tribuni, ljubljanskem časopisu študentov, kjer je zahteval demokratično družbo in boj za oblast, ki je pa rezerviran v enopartijski državi samo za tiste, ki so bili na oblasti že. Ni bil dovoljen boj za oblast kar tako, kot je danes dovoljeno, ne, da se stranke borijo za oblast. Takrat to ni bilo možno in jaz mislim, da je to tista rdeča črta, ki je prestopil Janša, zaradi katerega so potem skušali najti razlog, da ga spravijo s poti. Zdaj pridemo do tega vojaškega dokumenta, ki je bil potem glavni dokaz v procesu JBTZ, Janša, Borštner, Tasić, Zavrl. Namreč januarja 1988 je Ivan Borštner, zastavnik v poveljstvu Ljubljanske armade, nekega oddelka, vpisal neko povelje, ki ga je prebral in v njem je Ivan kot rekel, zelo čuteč Slovenec in demokratičen človek, čeprav v vojski, začutil, da vojska pripravlja napad na civilno družbo oziroma da bo skušala preprečiti takrat že začete procese demokratizacije v Sloveniji. In je se odločil, da to odnese novinarjem Mladine. In je šel začetku februarja na Mladino, tam je ta dokument pokazal najprej Tasiću, potem Zavrlu, tudi vidite Francija Zavrla, odgovornega urednika Mladine. Ta Mladina je pa takrat iz tedna napadala vojsko. Spomnite se Mamola, Go Home, okoli vile Mamole, okoli mnogih stvari so jih kritizirali okoli vojske, pa tudi seveda napadali so enopartijski režim. Mladina je bila takrat izjemno demokratičen, alternativni, lahko bi rekli, kar opozicijski tednik. In Zavrl je to prinesel 15. marca Janezu Janši. Jaz sem bil zraven takrat na Mikroadi, ko je Zavrl to prinesel. Mi smo ta dokument gledali, jaz se na vojsko ne spoznam dosti, Janša je pa rekel, to je zanimivo in je spravil ta dokument svoj predal. Udba je pa prestregla telefonski klic Zavrla Janši, da mu bo nekaj prinesel in tudi sodelavec, ki ga je imela v bližini Janše, potrdil Janša neke vojaške stvari, dokumente, zato so se odločili, da naredijo tajno preiskavo in to ste nekaj tega že videli v filmu in 27. aprila je bila narejena prva tajna preiskava v Mikroadi in so našli ta dokument. To je pa ta dokument, ki je bil pohabljen, ker je zrezal prvo stran in fotokopiral Borštner in zadnjo stran ni fotokopiral. Tukaj je slika Petra Prebila, šefa ljubljanske Udbe, se pravi Centra službe državne varnosti Ljubljana mesto, kot se je uradno imenoval, ki je bil vodja te skupine, ki je 5krat udrla tajno v Mikroado. Pred kratkim je Peter Prebil umrl. Brez da bi povedal, kaj se je dogajalo v ozadjih, ker vseh ozadij seveda ne poznamo. To so te slike. Po demokratizaciji, kje je bil ta gospod? Po demokratizaciji, kje je bil ta gospod? To pa ne vem, kje je bil. Njegov sin je pa visoki poslovnež tudi v javnem sektorju. No, to so slike, ko peljejo Janšo in tudi slike, ko peljejo mene, kar ste že videli oziroma slišali v filmčku. To je seveda ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic. Najprej smo ustanovili odbor za varstvo pravic Janeza Janše 3. junija 1988, ker še nismo vedeli za druge aretacije, nismo vedeli za aretacijo Borštnerja, vojaško aretacijo. Takrat so potem aretirali še 5. na 6. so aretirali Tasića, zato smo 6. maja preimenovali v
Odbor za varstvo človekovih pravic. Mogoče zanimivo to, če se kaj vidi, tamle na tej sliki gor je en lavor, ne, to je v dvorana književnikov v Ljubljani in ker je bilo dež je padal in ker je puščala streha, smo mogli podstaviti en lavor. Ne. Tako se je rojevala demokratizacija tudi, simpatično. Zdaj pa kaj? Seveda, Janšo so potem predali vojski na osnovi tega vojaškega dokumenta in začel se je proces JBTZ. In potem so bile pozneje ustanovljene 3 preiskovalne komisije, da bi se ugotovilo, kako je prišlo do tega in kdo je vedel za to vojaške, kdo je vedel, da bo aretacija Janša 31. maja. In vsi slovenski politični voditelji, ki so takrat pričali, so lažno pričali. Kučan, Stanovnik, Marinc, Smole, Stanovnik. Vsi so rekli, da niso vedeli za vojaški dokument, da ga je UDBA našla pri Janši, da jih UDBA o tem ni obvestila in da niso vedeli, da se pripravlja zaradi tega aretacija Janše in predaja Janše vojski. Oni so se seveda umili roke in so ga predali vojski. Jaz sem sicer že prej vedel, da to ni res, preko nekih dokazov, zdaj sem najdel v Beogradu pa neposredni dokaz. Sejo 26. maja, 5 dni pred aretacijo Janše, so se sestali v Beogradu Kučan, Stanovnik, Dolanc, pa nekateri člani predsedstva SFRJ in Kadijević, tudi obrambni minister, in so se pogovarjali o tem vojaškem dokumentu. Zdaj imamo dokaz, neizpodbiten, dokumentiran dokaz iz Beograda, iz te seje, da so se 5 dni pred aretacijo pogovarjali o tem vojaškem dokumentu, ki so ga našli že 27. aprila. In imamo zdaj dokaz, da so vsi lagali, vsi so pokojni razen Kučana, te, ki sem jih zdaj naštel. In to je zdaj, bom rekel, zelo pomembna zadeva za moj okus v tej knjigi, je prav to, ko reproduciram to sejo predsedstva v Beogradu 26. maja. Zanimivo je pa tudi to, da takrat se pa začne za Janšo zanimati nemška obveščevalna služba. Namreč dvojni agent UDBE, Aleksander Grnjak, kodno ime Žan, ki je bil agent z obeh strani, zdaj, to so dvojni agenti, dvojniki pravimo, in on je poročal UDBI, kaj razmišlja nemška obveščevalna služba, ker je bil tudi njen sodelavec. In nemška obveščevalna služba ga je prosila, naj jim da kakšne podatke o Janezu Janši. Nemška obveščevalna služba ni prosila samo za podatke o Janezu Janši. Jaz sem že pokazal v prejšnjih knjigah, da so jih zanimali tudi France Bučar, Jože Pučnik, Igor Bavčar. Zakaj je nemško obveščevalna služba so zanimala ta imena? Zato, ker je v njih videla potencialno pomembne politike v novem obdobju, ki prihaja v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. In zdaj UDBA je potem dala temu Žanu neke podatke, da jih je plasiral v nemški obveščevalni službi, potem so se v Beogradu, konec maja, ko se je v Beogradu že vedelo, da so našli vojaški dokument pri Janezu Janši, so se sestali slovenski in zvezni udbovci in so se pogovarjali, kako bi na tej osnovi, da BND, se pravi obveščevalna služba Nemčije, da se zanima za Janšo, da bi to preobrnili, da je Janša pravzaprav obveščevalec nemške obveščevalne službe. Ravno tako so razmišljali o drugih teh, ki sem jih prej omenil. Vidite, tle imate en klasičen primer udbaške, kako so oni znali kompromitirati in dezinformirati. In to se je potem pojavljalo, jaz sem tudi nekje v javnosti, da Janša, celo se je potem govoril, da je zvezni agent UDBE, potem se je za Pučnika govorilo, da je obveščevalec nemške obveščevalne službe, in še danes jaz na socialnih omrežjih sem in kje najdem kakšna takšna potikanja. Iz vse dokumentacije, ki sem jaz najdel v Pučniku, Bučarju, Bavčarju, Janši, je jasno, da so bili oni zelo strogo in natančno do konca nadzorovani s strani UDBE. Ne pa, da so
delali za UDBO ali pa da so delali za nemško obveščevalno službo. To se mi zdi važna zadeva, ker se to še vedno širi nekako vsaj po teh socialnih omrežjih. Lahko najdemo sem in tja kakšne takšne izjave. Seveda, zdaj po aretaciji Janše in ostalih se začnejo pa mednarodna javnost, novinarji, predvsem en zelo znan novinar je bil Viktor Mayer, ki je bil novinar Faza, Frankfurter Allgemeine Zeitung, spoštovani časopis, takrat še danes je, in je bil rdeča cunja za UDBO. Če je prišel v Slovenijo ali pa Srbijo ali pa Makedonijo, kamorkoli so ga zalezovali, in on je seveda njega zanimalo, tukaj so dokumente, kako njega zanima, kaj se dogaja v zvezi z aretacijo Janeza Janše. O tem je v knjigi ogromno dokumentov, ki še nikoli niso bili objavljeni, kakšno je bilo zanimanje javnosti in tudi UDBA poroča, kaj ljudje v Sloveniji mislijo o teh aretacijah. Te dokumentacije je kar veliko in je absolutno prvič objavljena v moji knjigi. Skratka, to so zdaj ti dokumenti, kjer se poroča o tem, recimo, to je en dokument, se mi zdi, to je dokument, ko je Marko Hren bil v Ameriki, namreč sodelavec pri nas v Mikroadi je bil tudi Marko Hren, znan slovenski mirovnik, in on je bil za časa aretacije Janeza Janše bil v Ameriki. In zanimivo, z njim skupaj je bil sodelavec UDBE. Tako da k skodnem imenu Riko, njegovo ime je bilo pa, sem pozabil, no, ampak v glavnem je v knjigi navedeno, Havliček, Aristid Havliček je bil ta sodelavec, ki je potem poročal, kako je Marko zvedel v Ameriki za to aretacijo, kako se je pravzaprav ustrašil, ker je imel doma kopijo tega dokumenta in je potem njegova sestra šla v stanovanje, to zažgalo, pa še potegnila v stranišču, tako da je to zginilo. In to je poročilo tega Rikota, kaj je počenjal Marko Hren v ZDA. Se pravi, da so imeli informacije tudi iz Združenih držav Amerike, kar se tega tiče. Zdaj, meni se zdi zelo zanimiv dokument, ko UDBA poroča decembra o nastajanju Slovenske demokratične zveze, SDZ, in kaj se bo dogajalo, kdaj bo ustanovitvena seja tega SDZ-ja, kdo je vodja in tako naprej, kdo je znotraj tega SDZ-ja, in potem se mi zdi zanimiva neka primerjava. Vidite, to je zdaj ustanovna seja SDZ-ja 10. ali 11. januarja 1989. Kaj se je zgodilo, da sedi Rupel na tleh? Namreč Rupel je po nekem opravku vstal s sedeža, je šel in takrat mu ga je zasedel v zadnje, vidite, mogoče ga še poznate, Rudi Šeligo. In ko se je vrnil Dimitrij nazaj, se ni imel kam usesti, pa se je usedel na tla. To je bilo spontano dejanje. Če pa ste gledali Goloba pred, ne vem, kdaj je že to bilo, na neki Prešernov dan, ali kaj, se je pa usedel na stopnice, ampak to pa ni bilo spontano, to je bilo namerno, da bi zbudil neko pozornost in jaz pravim, razlika je očitna. Kaj se pa zdaj februarja dogaja zaradi afere JBTZ? Namreč, ko smo mi odbor, vodstvo odbora, kolegi odbora smo skušali zdaj prodreti v to UDBO in je nekako spraviti na sonce, da bi s tem zmanjšali njeno moč. In pri tem nam je zelo pomagal Roman Leljak, ki je bil šolani Kosovec, se pravi on je bil šolan tajni agent vojaške kontraobveščevalne službe oziroma vojaške tajne politične policije po narodelu KOS. In on je potem odšel iz te službe in je nam začel prepodvati strukturo službe, tudi vedel veliko o UDBI, mi nismo nič vedeli praktično. In smo potem mi seveda začeli preko sporočil odbora in pa tudi preko Mladine razkrinkavati delovanje KOS-a in UDBE.
seveda vojaška in udba, vojaška tajna policija in civilna udba so to ugotovili in zato je vojska zahtevala aretacijo tistih, ki smo takrat z Lelakom sodelovali in pridobivali informacije od njega. To so pa jaz pa Bavčar, pa novinarja Melita Zajc in pa Miran Lesjak. In so predvideli naše aretacije. In oni so potem poslali, udba je poslala Milanu Kučanu sporočilo, da bo prišlo do aretacije teh omenjenih in kako se pripraviti na to javno, PR priprave na to. No, na srečo mojo in vseh teh do aretacij takrat ni več prišlo. Mislim, da je bilo to že malo iluzorno, da bi krat aretirali recimo šefa odbora za varstvo človekovih pravic. Komi so se, rekel, jih je tolkla ta aretacija Janše, zdaj bi pa še Bavčarja zaprli, pa še ostalih 4. To je pa 5. maja 1989, kljub gigantskim prizadevanjem odbora za varstvo človekovih pravic, ki je štel 200.000 članov, nismo mogli preprečiti aretacije Janše in ostalih JBTZ, se pravi BTZ-jev. In 5. maja 1989 je policija aretirala Janšo in ga spravila na Dob. In poglejte, šef slovenske udbe Ivan Eržen slavnostno sporoča v Beograd na zvezno udbo, da jim je uspelo spraviti Janšo v zapor. To je ta dokument. Zdaj v knjigi pa tudi jaz objavljam nekatere zalezovalne dokumente udbe. In vidite, koga vse so zalezovali. Tukaj ne bom našteval, lahko si malo preberete v knjigi, to natančno opisano. Po urah, po dnevih, kdo, zalezovali se z avtomobili, na ulicah in tako naprej. Zelo zanimivi dokumenti in pogledajte, kdo vse se noter ujel. Za večino sem najdel tudi kodna imena zalezovanja. Mogoče tudi smešno to, da recimo, da so zalezovali, ko je šel Dimitrij Rupel z avtom do Ivana Omana v Zminc, to je pri Škofji Loki, in potem je udba pisala, po katerih ulicah je vozil in ob kateri uri, na koncu je bila pa še splošna ugotovitev, ne vem zakaj, morda za bodoče zalezovalce, Rupel vozi zelo neenakomerno. To se mi je zdelo malo smešno, ampak verjetno tudi pomembno za tiste, ki so zalezovali. No, potem smo mi 3, oziroma 4, Bavčar, Janša, Korsika, pa jaz smo obiskali ameriški center informacijski, tamle na Cankarju, zdaj tam muzej VSO-ja, in smo se pogovarjali z direktorico, ker smo hoteli v ZDA zaradi računalniških zadev, novejših, da bi mogoče to prenesli, kaj tega, takrat smo imeli pač še te ambicije poslovne, prenesli v Slovenijo. In udba je seveda, sodelavec udbe, ki je bil zaposlen na tem informacijskem centru, Miroslav Kmet, je o tem poročal seveda obsežno udbi. To je pa zadnji dokument, april 90, udba zalezuje zelo vneto Vinka Levstika, tamle čez je bil, Hotel Palas, hotelir, kodno ime, dolžinskega vojnih zločinov, v demokratični Sloveniji je bil oproščen tega in tukaj v tem zalezovanju Levstika se pojavlja zadnjič, se pravi aprila 90, še ime Janeza Janše. Zame je zanimivo seveda, kaj je o takratnih časih rekel Aleksandar Vasiljevič. Glavni zasliševalec v JBTZ-ja takrat na Metelkovi je leta 1993 rekel v Dugi, se pravi v beograjski Dugi, je izjavil, da o Bavčarju, Janši in meni, da smo slovenski nacionalisti, ki se borimo za slovensko, da nam je cilj samostojna slovenska država. V tem pa se moram reči, da pa Aco Vasiljevič ni motil. On je pozneje postal celo načelnik udbe in on je tudi izjavil za Mladino in za še en hrvaški časopis, da je bil Milan
po osamosvojitvi Slovenije, po razpadu Jugoslavije, je rekel, da bi Milan Kučan, njihov sodelavec Kosa s kodnim imenom Plavi, kar je Kučan 23 let pozneje sicer zanikal. Jaz mislim, da bo prava resnica, ki mislim, da bo taka, kot je rekel Vasiljevič, prišla na svetlo, ko bomo dobili arhiv Kosa iz Beograda, ker je bil v skladu s sporazumom o umiku vojske Slovenije, celoten arhiv Kosa je bil nemoteno odpeljan v Beograd. Zame je tudi zanimivo, da je Mikrorado, ker sem bil zaposlen, pa jaz in Janša, da smo imeli enega špicla Udbe, ki nas je tam zalezoval, to je bil nek naš poslovni partner, še danes znan, to je, kodno ime je bilo Tehnik, Vladimir Polič, ne vem, če poznate to ime. Zdaj pa to je zadnja sličica iz mojega predstavitve, pa tudi v moji knjigi, namreč uničevanje udbovskega gradiva. Tu vidite 5 strani, novomeška Udba, majhen center, en manjših centrov Udbe od 13 v Sloveniji, je marca 90 uničevanje, podpisan zapisnik in tam nekaj vidite puščico, piše tudi uničevanje Kaplarja, se pravi Janša, kodno ime Janeza Janše in ogromno ostalih kodnih imen v enem centru. Ista uničevanja so bila v vseh 13 centrih, pa v upravi, v vseh oddelkih slovenske Udbe. Kot sem že rekel, večina dokumentacije je žal uničena. Nihče za to ni odgovarjal, čeprav se ve, kdo so bili tisti, ki so to naročili, odredili. To sta bila Ivan Eržen in pa Tomaž Ertl, notranji minister, Ivan Žer, šef Udbe. Seveda naloga je prišla verjetno pa še z političnega vrha, to pa seveda ne morem dokazati. To je to, kar se tiče, in hvala lepa za poslušanje. Hvala, Igor. Samo da osvežimo spomin, Tomaž Ertl je tale, ki je dobil odlikovanje potem v Demokratični Sloveniji, ne? Menda. Začnemo kar pri začetku. Pri nekaterih je jasno, zakaj imajo tako kodna imena, kot pri Alenki Puhar, Priloga, kot pri Levstiku, Hotelier ali pri Francu Jezi, separatist. Kaplar? Verjetno zato, ker je bil nekako se ukvarjal z vojaškimi vprašanji, verjetno za tega. Čeprav Kaplar je zelo taka poniževalna beseda v vojski. Mi smo rekli Kaplar, to je bilo malo zaničevalno. To je dosti zaničevalna beseda, hkrati pa vojaška beseda, verjetno zaradi tega. Sedaj v tej svoji predstavitvi večkrat tudi ti sam nastopaš, ti si bil akter vseh teh zgodb, Mikroada, pač si bil tam zaposlen oziroma si bil skupaj z Janšo. Vse te dokumente, ki si jih zdaj ti preučil, kaj si novega zvedel o takratnem dogajanju, pri katerem si bil ti soudeležen? Ja, veliko, ne. Kako so oni vedeli, da ima Janša vojaški dokument, ne. Koliko tajnih preiskav so delali, jaz nisem vedel za te tajne preiskave. Vedel sem za javno, ker sem bil prisoten. Potem zanimivi so te dokumenti, kaj se je dogajalo okoli tega v Beogradu. Potem to, kar nisem še povedal, v knjigi pišem, ne samo, da so vedeli, da ima Janša vojaški dokument, ampak so tudi Udba in vrhovi politike so se pogovarjali o datumu aretacije. Namreč oni so imeli takrat konec maja eno veliko konferenco partijsko v Beogradu, jugoslovansko, in niso hoteli, da aretacija pade pred konferenco. In so hoteli Janšo aretirati v ponedeljek, 30. maja, ampak tega se videl v Nemčiji, tako da se mogli predstaviti za en dan. In tista konferenca je trajala do 31. maja. In potem so oni 31. maja v Beogradu presenečeno izvedeli, da je bil Janša aretiran. Se pravi, oni so bili v Beogradu, kao še en dodaten izgovor, da s tem nimajo nič. Tako so oni terminsko določili aretacijo, da bi bili oni v Beogradu, da bi bili nekako, pač, da s tem nič nimajo, ker je seveda
ne drži, ker sem v knjigi absolutno zdaj to dokončno dokumentirano dokazal. Torej, ta knjiga med drugim prinaša tudi to dokaze, pač, da so točno vedeli, kaj se dogaja. Kaj pa si ti našel med temi kodnimi imeni, med temi zaledovalci, temi, ki so sledili, si našel kakšne prijatelje, znance, sodelavce, ki si jih nisi pričakoval? In za temi kodnimi imeni potem so se skrivala nekatera imena ljudi, ki so ti bili dragi ali pač? Zdaj, nek sodelavc, ki je bil v krogu Janeza Janše, verjetno je to tisti sodelavc, ki je povedal, da ima on vojaški dokument, to ne morem dokazati, vendarle pa vem, tudi ga tle omenjam pri mirovnikih, kako se nastopa kot sodelavec, je bil Janez Ivan, kodno ime Janičar. Saj Janičar je primerno ime, ne? Spet, ne? Za nekoga, ki izdaja, bi rekel, znotraj kroga ljudi, ki si zaupajo. On je mene potem tožil, da to ni res, ampak je pred narokom odstopil od tožbe, ker sem jaz seveda že prej, ko sem me začel spraševati o tem, sem predstavil cel kup dokumentov že v javnosti in je videl, da nima smisla, da me toži. Ker vedno je tako, ne, mene je težko tožiti, ker objavljam dokumente in vedno iz arhiva, meni kdo ponuja kakšne dokumente, jaz ne maram, jaz hočem imeti dokument iz arhiva. Pika. In kako me bojo tožili? Na dokument, ki je iz arhiva. Lahko toži unek, se ta dokument naredil, se pravi, udbo sem. Tle imam neprobojno, bi rekel, zaščito. Zato zelo pazim. Recimo Jože Pirjevec, ko sem objavil dokument, kjer udba piše, da je bil konfident Digosa, se pravi italijanske politične policije, političnega oddelka kvesture tržaške, je se raztogotil in da je to laž, da se lažem in tako naprej, ampak veste, dokument je, jaz sem to napisal v knjigi, da se čudem temu dokumentu. In potem je njegov odvetnik, on je potem pisal 200 ljudem, Jože Pirec po mailu, da me bo tožil in tako naprej, grozil. In potem je pa njegov odvetnik, en sluga, je napisal nekje, da sem zvit, ker ugotovil, da me ne morejo tožiti, lahko me toži, pa ne morejo stožiti. Zvit, mislim, pač objavljam arhivske dokumente, tako kot Jože Pirec objavlja arhivske dokumente. In potem mora on tožiti tiste, za katere misli, da so se zlagali v teh dokumentih, ne pa mene. Sej mnogo teh ljudi še živih, ki so pisali te dokumente. Pa naj proba njih dobiti, pa naj njih toži, če misli, da je to laž, kar piše o njemu. Veliko so te tudi spraševali takrat, ko je bila Marta Kos predlagana za komisarko, evropsko komisarko. Ona te je tudi tožila? Ne, ona je pa ne. Ona ima šifro udbovskega vira. V centralni evidenci ali udbanetu, kot se to popularno reče, in to je dokument, ki je v arhivu Slovenije. In tam gor je milijon ljudi. Niso vsi udbovci, so tudi vsi, ki so bili v kakršenkoli pravosodnih postopkih, sodnikov za prekrške, skratka, sicer nekaj tisoč ljudi je tam, ima šifre udbovskih sodelavcev ali virov, ali pa so bili v službi v RSNZ-ju, so te šifre poznamo. In zdaj, težko je zdaj, ta dokument je bil že na sodišču, so ga v arhivu, ki so skrbniki tega, so potrdili te šifre, sodelavcev in virov. In zdaj pač, potem je še Bojan Požar objavil, kdo je bil njena zveza na udbi, Stojan Celin. In ko je Mahnič Žan vprašal na zaslišanju Marte Kos v Ljubljani, če pozna Stojana Celina, ni odgovorila na vprašanje. Ni zanikala. Ni zanikala, sploh ni odgovorila na vprašanje. Niti ni zanikala, niti ni rekla ne, bil ne imel. In zato smo mi smo opozarjali to slovensko vlado, da naj tega ne stori, naj udbovsko ne kontaminira Evropske komisije. Zakaj? Ker marsikdo ve od udbovcev za njeno vlogo. Ve Stojan Celin, ve šef mariborske in slovenjgraške udbe, vejo udbovci v Ljubljani, ki so dobivali ta poročila, in vejo v Beogradu,
ker so morali, ko je Marta Kos odšla v Nemčijo, so morali o tem obvestiti, je moral dovoljenje za ta prehod konfidenta UDBE v tujino, je vedno moral dati dovoljenje zvezni šef UDBE, načelnik UDBE, takrat je bil to Zdravko Mustač, Hrvat. In te stvari so tudi v Beogradu. In ko se bo to v Beogradu odprlo, ker tle je očitno uničeno, bo še veselica, ne? Bo še veselica. Torej, delo se Tudi za Kučana, ko se v arhivi Kosa odprli. nekaj dela te še čaka, sicer to z Beogradom je bilo zamujeno takrat, ko se je Srbija približevala Evropski uniji, mislim, da je bila Cerarjeva vlada takrat, ko bi lahko tudi to zahtevala. Ampak to govorimo o... Ampak še vedno, če bo Srbija, zdaj problem te Srbije, ki se tako motovili med Rusijo pa Evropo, pa imajo težave, še vedno ne morejo priznati Kosova, kar je zahteva Evropske unije, ne, to je, imajo težave, ampak mi še vedno bomo lahko blokirali njihov vstop. Še vedno morajo vsi potrditi, vse države potrditi njihov vstop, če bo prava vlada, jaz mislim, da se bo to zgodilo, da bojo v Beogradu pač dali te dokumente. Glede pa uničevanja, ki se je dogajalo v Sloveniji, pač večkrat si o tem tudi pisal, da se je to dogajalo še do zadnjega, pač do prisege Peterletove vlade, dejansko še dan prej. Po kakšnem ključu so uničevali? Zdaj, menda, da si enkrat rekel, da največ uničenega je iz tega zadnjega obdobja in recimo, da za starejša obdobja se dobi več gradiva, kot za ta, ki je nam bližje. Seveda jaz točno po občutku govorim, ampak tudi imam neka dejstva. Namreč, ko sem jaz pisal knjigo o Kučanu, sem našel 1400 strani leta 79 in 80, ki so bila posredovana Kučanu od UDBE, pa še enim 6 ostalim komunističnim veljakom, se pravi 1400 strani. In jaz sem potem mogel delati selekcijo in sem objavil samo tiste stvari, ki so se mi zdele najbolj zanimive. Leta 87, 87 je pa Kučan dobil, oziroma politično vodstvo piše v letnem poročilu, 1300 poročil. Ta poročila so tudi po več strani, ne samo po eni strani, ne. In od tega pa nisem najdel mogoče, če sem 3 najdel. Se pravi, da je zadnjo obdobje moralo biti zelo, 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 rekel, uničeno glede na prejšnja obdobja. Ker je logično, ne, ker so tisti zadnji, ne, so bolj uničevali kot tiste, ki so bile pred njimi. To je neka logika. Zdaj, UDBA je bila organizirana po republikah, torej ločeno. Če pogledamo te dokumente, ki so vezani na slovensko pomlad in potem na slovensko osamosvojitev, koliko so dejansko v Beogradu vedeli, za kakšno vrenje gre takrat, recimo v drugi polovici 80-ih let? Seveda so vedeli, so se na vseh sejah predsedstva Zveze komunistov, na vseh sejah predsedstva države, na vseh sejah Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve, ker je, jaz mu rečem svet za UDBO, ker to so bili sveti, ki so nadzorovali in usmerjali UDBO. V njih so bili vodilni komunisti in državni funkcionarji, itak spet komunisti. In oni so se ogromno pogovarjali v Sloveniji. Ogromno, ker je bila Slovenija postajala nek trn v peti tej srbske hegemoniji, centralizmu, ki so ga hoteli oni uveljaviti v Jugoslaviji. Zdaj, aretacija takrat maja 1989 je bila kot en detonator za vse to vrenje, ki je bilo. Bi se dalo vse to ustaviti? Če bi se to zgodilo, ne vem, do te aretacije bi prišlo nekaj let prej, bi bil razplet enak ali takrat je bil prav trenutek, ko se je to lahko zgodilo? Jaz mislim, da če bila prej aretacija, ne bilo takega silnega odziva, ampak nekako so stvari kulminirale takrat v leta 88. So bili te napadi na vojsko, je bila je pisateljska ustava, so bili spomini Staneta Kavčiča, se je že ustanavljala Kmečka zveza in tako naprej. Društvo slovenskih pisateljev je imelo te okrogle mize, ne, in javne tribune in vrelo je nekako, ustavne spremembe so bile, ne, je bilo to neko vrenje. Skratka, bilo je neko zelo dinamično obdobje in se mi zdi, da je bilo vse pripravljeno na neki izbruh. In če ne bi bilo teh aretacij, bi bilo pa nekaj drugega. No.
Čeprav take aretacije so vedno močen sprožilec nekega vrenja. Poglejte, v odboru so bili komunisti, nekomunisti, verniki, neverniki, domobranci, partizani, osnovne organizacije komunistov so vstopale v odbor za varstvo človekovih pravic. Skratka, ena pisana druščina, ki je imela samo en cilj, človeške pravice in demokratizacija družbe. Iz tega je potem zrasla tudi osamosvojitev, seveda iz teh demokratičnih procesov, ampak to je bil nek enoten cilj in zato je bila tle velika enotnost, ki je potem se kulminirala pravzaprav v plebiscitu, ta enotnost, ki je bila največja v slovenski zgodovini. Ja, znan je ta Peterletov stavek, da mi smo pač doživeli nasmeh zgodovine, ampak ta nasmeh zgodovine smo ga znali tudi izkoristiti, ker če ga ne bi izkoristili, mogoče bi tudi zamudili tisti trenutek. Kdaj ste vi razumeli, da osamosvojitev ni več čudež, ampak je realna? Bavčar je v nekem intervjuju leta 1980 pisal, da je osamosvojitev stvar generacij, zgodila se je pa praktično pol v 2 letih. Kaj pa vem, kdaj smo mi to vedeli, da se bo to... Vedeli smo, da ta partija zgublja moč, to smo vedeli, to se je videlo. Tudi Jugoslavija je... Nam je zelo pomagala srbska politika na Kosovu, da so nas mednarodno priznali. Pučnik je nekoč rekel, da mogli Miloševiću postaviti spomenik. On je tako preteral s to politiko do Kosova, da ga je NATO bombardiral. Tako da je to zelo pomagalo Sloveniji, da se je osamosvojila ta nora Miloševićeva politika nasploh in tudi njegova težnja po centralizaciji Jugoslavije so bile seveda zelo... In te mitinge, ki jih je on prirejal, to je vse rušilo Jugoslavijo in potem prepričala mednarodno javnost velike sile, da so v končni fazi, ker ZDA so še zelo odločno podpirale. Oni so rekli konec socializma, ampak Jugoslavija ostane enotna. Ampak vendarle je uspelo, rekel, tudi s pomočjo seveda razpada Sovjetske zveze, da Sovjetska zveza ni mogla intervenirati, in pa seveda s pomočjo te politike Miloševićeve, da smo prišli relativno gladko in z majhnimi žrtvami, ampak še vedno so bile žrtve, to je treba povedati, da je bila vojna v Sloveniji za to. Kakorkoli, hvala Bogu, kratka, ampak so bile smrtne žrtve na obeh stranih. Tudi, ker je bila zelo dobro organizirana, zato še zadnje vprašanje. Janša Kaplar je bil trn v peti že zelo zgodaj, še danes je trn v peti nekemu sistemu. Ti, ki ga poznaš in z njim sodeluješ že desetletja, kako si to razlagaš? Zakaj je Janša tak trn v peti temu sistemu? Zato, ker ima neko ker je nevaren tem starim strukturam, ki še vedno so bolj močne, kot so bile po osamosvojitvi. In zaradi tega je on nek drug pol, ki tudi ima nek odnos do osamosvojitve, ki meni odgovarja, ker sem bil tudi zraven. Ne pa to, kar se danes dogaja, da se ukinja muzej slovenske osamosvojitve, da se ukinja dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, da se vojaške časti dajejo udbovcev, ki je preganjal ljudi, če so mislili za samostojno Slovenijo, da se pošilja, da se kontaminira z udbo Evropska komisija, da se govori, da je bil NOB tisti glavni faktor osamosvojitve Slovenije, čeprav vemo, da je zmagovita komunistična stran je 45 let zatirala vsako misel na osamosvojitev Slovenije. Tako da neposredne povezave med tem ni. Hvalevredna borba proti okupatorju, ampak komunistična stran, ki je bila zmagovita, je seveda uničila, ne samo, da je naredila totalitarni režim, stalinistični po vojni, tudi do konca praktično bila proti slovenske osamosvojitvi. Janez Stanovnik, ki ima tam ekip, je govoril, da je to samomor narediti slovensko državo. On je velikan slovenske proti osamosvojitve in zato, kako se takmo lahko postavi spomenik, ki proti tej državi, ki
ki je nastala po čudežu, skoraj bi človek rekel. In če se rušijo temelji države na ta način, kot so se zdaj rušili v Golobovi vladi, tega še ni bilo. In to je nevarno. V tem negotovem svetu napadati temelje države je zelo nevarno in nerazumljivo. Ampak dejstvo je, da stanovnik ima več kipov, Franc Jeza jih nima, niti enega nima. Ima eno ploščo v Hajdini. Ma v Hajdini, ja, lejte, prišli bo čas, ko bo imel Franc Jeza velik spomenik v Ljubljani. Bo nekaj treba še počakati, ampak to se bo zgodilo, jaz sem prepričan. Ja, slabo uro sva rekla, da bova, preden dava publiki, sva šla preko, ne, ampak sedaj publiki moramo dati, ne, če ne, jaz sem tu pripravljena še za naprej, ampak ponavadi vprašanja so, če ne, grem jaz naprej s svojimi vprašanji. Kako vprašanje? Kako, eno vprašanje tako, ko vzameš v roke Mladino danes, kaj čutiš? Mladina pač nekoč smo jo vsi brali pred desetletji, je bil fenomenalen tednik, časopis in to. Danes, ko ti vidiš Mladino v trafiki? Ja, to moš pa bolj vprašati Rada Pezdirja, ne? On je strokovnjak za lastniške odnose, kot sem jaz od njega zvedel, je pač Mladina v rokah nekih ljudi, ki so še nekako zagovorniki, če prav razumem, starega režima. No? Če sem prav razumel. Mislim, da so še oni ti v Gorici, lastniki, mislim, če se ne motim. Ne spremljam toliko, no, ampak jaz sem veliko poslušal Radota okoli tega in očitno je tle v zadju neka lastniška struktura, ki seveda to Mladino uravnava, kot je uravnava. Jaz sem veliko pisal o Mladini v svojih knjigah pozitivno, ne, ker je bila zasledovana. O tem ne boste nič brali. Razen Bernard Nežmah, ki je tam noter kot nek Špilferderber ga imajo, ker ni slabo za časopis, da ima enega tazga, ne, to ni tako neumno, da ima, no, piše v mojih knjigah, zelo majhne kolumne, ampak piše. Ja, glede te trilogije Dela, si imel kakšno recenzijo v časopisu Delo, mislim, si rekel, koliko strani je, več kot 1250. 1250 strani o enem časopisu Delo, recenzijo se doživel. Ne. Govorim tudi o svetlih straneh, ne samo o temnih, ampak res pa temna prevladuje. Ne? Tako da ni bilo nobene, niti besede ni Delo zapisalo o knjigi, ki z dokumenti namreč, ne? To ni izmišljotina ali pa neko moje mnenje o Delu, ampak pač ni reakcije. Zarota molka pravzaprav. Kot tudi glede naših večerov, v glavnem je tako, okej. Kaj pa velikani za naprej? Zdaj imamo 7 velikanov slovenske osamosvojitve in Udba. Kaj pripravljaš glede tega niza? Ja, predvsem Rupla, no, pa še Grafenauerja, imam v mislih Nikota, ne. On je bil zrealizovan kot Granik. Granik. To bi nekako šlo. Grafenauer, Niko, Granik, to nekako korespondira. Čeprav pravilo je, da kodna imena ne bi smela biti taka, da bi se iz imen že nekako lahko slutilo, kdo je. Ne? Ampak verjetno zaradi lažjega komuniciranja, da se niso to klovili, ne? Separatist je tudi lepo ime za Franca Jezo, jasno. Ne? Utopist za Sirca, ne? Peter Žebot, ne vem, verjetno, ker je bil katoličan, mogoče iz tega vidika Peter, kaj pa vem, ne? To so verjetno kar tako, ni bila neka blazna diskusija, nekdo se je pač to spomnil, ampak dajali so pa imena kodna tisti, ki so jih zrealizovali, ne, ki so jih spremljali, to so bili te centri Udbe po Sloveniji, večinoma bi to ljubljanski center, ki je pokril 2/3 zadev Udbe, ne. Seveda Ljubljana je center bila, ne. In ljubljanski center je tudi zunanji oddelek, ki je zrealizoval v tujini. In pa druga stran, na začetku imamo pač ta naš refren, ko govorimo o trgu Edvarda Kardelja, ulici Borisa Kidriča in tako dalje. Kdo so pa bili te osebnosti, po katerih so poimenovani naši trgi, ulice in tako dalje? Kardelj je bil stalinist, ne, medvojni stalinist, ustanovil VOS, varnostno-obveščevalno službo, to je bilo 15. augusta 1941, to je bila prva tajna policija na prostorih bivše Jugoslavije, oziroma okupirane Jugoslavije,
ki pa ni bila povezana še v jugoslovansko neko asociacijo, kot je bila pozneje 13. maja Ozna in pa pozneje Udba. Ne. To je bila čisto avtohtona slovenska organizacija, narejena po stalinističnem vzorcu in ki je morila predvsem po Ljubljani, ne. Takrat ogromno od Erliha, Natlačna in še nekaterih drugih, teh je kar nekaj, Praprotnika, ne vem, še tega je veliko in to je kar dele pač, potem po vojni je bil pa drugi človek Jugoslavije in tvorec vseh teh zadev, teoretični tvorec samoupravljanja, združenega dela in delovne organizacije. Ampak seveda vedno s pomočjo je ohranil sistem, s pomočjo slovenske tajne in jugoslovanske tajne politične policije. Kidrič je bil ravno tako zelo močen v VOS-u, se je njegova žena bila vodja VOS-a, ne politična, operativna. Stanovnik je pa, kot sem že rekel, je pa velikan slovenske protiosamosvojitve in jaz nisem zadovoljen, da se gradijo takim ljudem kipi po Sloveniji, zdaj to drugi kip, en je v Ljubljani, en je zdaj v Gorici in to je treba, kot vi protestirate zaradi tega tukaj, ne, napisati Tito in tako naprej. To bo še borba, ampak jaz mislim, da na koncu bo prevladalo to, kar je negativnega, bo šlo, kar je pozitivnega, bo pa imelo nek spomin v Sloveniji. Saj, tvoje knjige so uspešnice, jih je skoraj 30. Kje se potem to pozna? Zakaj se ne premika tako, kot bi se moralo premikati, če pač vse to vemo oziroma vse to se ve? Kot sem rekel, te knjige sicer prodirajo nekam, ampak verjetno spet v nek krog ljudi, ki je že tako prepričan o te stvari. Ne? Vedno ta problem, da tisti, ki ne marajo tega, da se to pogreva, tega nočejo verjetno niti brati, niti poslušati. Osrednji mediji, ko so me včasih še vabilke na televizijo nacionalno, pa na Pop TV, zdaj so s tem nehali, Delo o tem nič ne poroča, Večer o tem nič ne poroča, Dnevnik o tem nič ne poroča, Nedeljski o tem nič ne poroča, so neki mediji, ne, osrednji, poroča Demokracija, poroča Domovina, tudi Reporter nekaj poroča, na spletu se nekaj prodiraš, ampak se pravi, osrednji mediji pa molčijo, neka zarota molka, ki je hujša, kot je bila v prejšnjih letih, kar je zanimivo. Ne? Kako pa se je začela ta tvoja zgodba z udbovskimi arhivi? Koliko tega gradiva imaš doma? Nisem preštel, ampak sigurno 100.000 strani. Problem je v tem, da jaz lahko eno škatlo gledam, potem to fotografiram, potem drugo škatlo vzamem, potem doma to sprintam, ker je zelo naporno in drago. Ne? In potem jaz to zložim, ne morem delati po računalniku, zložim po kupčkih, že počrtam stvari, ki so zanimive in potem, ko je kupček dovolj visok, pač napišem knjigo. Še? Ne vem, če bi zaključili ta pogovor, če je še kakšno vprašanje, mogoče bi se potem zadržali še, da bi se lahko zadržal več časa z nami, ker če gremo še naprej, potem je časa za druženje manj. Lahko samo eno vprašanje, bo najbrž kratek odgovor. Zavrl eno četvorice, ne? Kako je on, je kar poniknil po tistem, v zaporu ni bil, ker je bil bolan, psihično ali nekaj takega? A je šel na drugo stran? Ni bil bolan, ampak dva psihiatra, Lokar pa Požarnik, sta napisala, da ima psihične probleme. Ne. To je bila pač lažna diagnoza, ne, zato da ga niso priprli. To se je prvič zgodilo, da so v socializmu ponovadi psihiatri maltretirali žrtve. Ne. Tukaj se je pa prvič zgodilo, da so ga zaščitili nekoga, psihiatri, ne, da so si izmislili neko diagnozo in zaradi tega se je izognil priporu, ampak zaporu se pa ni izognil, je bil nasojen in obsojen in je bil v zaporu. On je šel v poslovne vode. Pač je šel v poslovne vode, ni šel v politiko, je uspešen poslovnež, ampak prihaja, zdaj recimo je bil na predstavitvi Janeza Janše Kaplerja na Gospodarskem razstavišču
Bil je tudi, ko je umrl David Tasić, smo imeli neko sejo, spominsko je bil tudi prisoten. Tako da je prisoten še tudi tisti spominsko obeležje je financiral postavitev, ki so že, mislim, 2krat dol, nekdo jih je skladal tiste postavitve. Je aktiven tudi, ko ima ta srečanja še, bi rekel, odbora, je vedno prisoten, tako da je še zraven, ampak se pa ukvarja s posli. No. Tudi najbrž žena je Prosim? sovražnik žena, njegova je sovražnik Janše v smislu, ker je piše in je na tem oštro, ne? Spletna policija. Ja, ampak to je njegova žena, ali kaj je? Ja. Bo se že ločil vse, veste. Ja. Tako da ne vem, zdaj ti odnosi pač. Vsekakor arhivi sedaj so odprti, ne? Ker ti si doživel tudi Ja. referendum bil narejen zaradi tebe, med drugim. Za mene sta bila 2 referenduma, ne? Jaz nisem ponosen na to, ampak. Arhivi so dostopni, zdaj, če nekdo hoče... Oni so sicer drugi zakon, ki je referendum je uspel, ampak ni bilo kvoruma, tako da so oni uspeli zapreti en del, počrnevati, ampak jaz sem dobil pa dovoljenje komisije, da lahko gledam brez počrnevanja, ker je vodila takrat komisijo še vedno Vali Zvereva, ne? Niso še uspeli komisije zamenjati, ne? In prej padla vlada Bratuškove, tako da sem se nekako zlizal, ne? In imam še vedno to dovoljenje, ki se mi ga nihče ne upa vzeti, pravzaprav, da ne bi bilo kakšne afere. Ne? Ja, ampak zgodovinari ni da silijo ravno v te dokumente, zgodovinari ni da imajo zelo radi teh dokumentov, ki jih ti preučuješ, ni veliko, recimo imenujemo jih tako, strokovnih monografij, esejev in tako dalje. Med drugim te zgodovinari tudi gledajo zviška zelo pogosto, ne? Medtem ko tvoje knjige. Ja, zato ker pač misli, da nekdo, ki ni zgodovinar, ne bi smel pisati o zgodovini. Dobro je nek Oler rekel, ki je pisal o Hitlerju in drogah v nemški vojski, on je pisatelj, ni zgodovinar, je rekel, da je zgodovina preveč pomeni, da bi jo pustili zgodovinarjem. Jaz bi tako rekel, malo drugače, da bi jo prepustili samo zgodovinarjem. No. Jaz ne morem pomagati, če bi to oni objavljali, potem jaz ne imel kaj pisati. Ne? Zakaj jaz lahko v vsaki knjigi objavim 100 novih dokumentov? Kako je to mogoče, ker je arhiv odprt od leta 2006. Jaz sem objavil, ne vem, 1000 novih dokumentov. V tujini, ko odprejo dokumente obveščevalnih služb, ne tajne policije, to dalj časa traja obveščevalnih. Dobro, danes gre to po internetu verjetno, ampak so vrste, da bi čim prej prišli v arhiv in se promovirali tudi zgodovinarji skozi to. Jaz tega ne razumem, zakaj tako zanimive dokumente, kot so tajne politične policije, to je zanimivo branje, ne? Ta ozadja, ki so bila. In zakaj zgodovinarji naši, tako bi rekel, zelo malo se s tem ukvarjajo? Zakaj jaz lahko kot ne zgodovinar objavljam stotine in stotine in stotine prvič objavljenih dokumentov? To je zanimivo vprašanje. Lahko še eno vprašanje. Kaj mislite, kdaj bodo odprti arhivi v Beogradu in kaj bo povzročilo to odprtje v Sloveniji? Vaše mnenje? V Beogradu je problem, da so arhive UDBE dali v obveščevalno službo, niso jih dali v zgodovinski arhiv. In v obveščevalno službo ne moreš priti, v arhive obveščevalne službe ne moreš priti, to je jasno. Kdaj bomo prišli do tega? Evropska unija zahteva od Srbije, da to odpre. Ko bo Srbija, če bo šla v Evropsko unijo, bo Slovenija lahko ustavila in bo to zahtevo postavila. In če bo prava vlada, če bo ne prava vlada, bo to... Ni da je Marta Kos tudi odgovorna za to, pač v Evropski komisiji. Ja, ona ne verjamem, da bo podpirala. Njo so vprašali na zaslišanju v Evropskem parlamentu, ali podpirate, da se odprejo arhivi v Srbiji, oziroma po celi Jugoslaviji. In ni rekla, da podpira, rekla, če bo zakon, bo zakon, ne. Ampak ni pa rekla, da to podpira, ne. Ni nobenega vprašanja. Potem zaključimo, ne?
Knjige so na razpolago, avtor tudi za podpise, tudi druge knjige so, ne, tam o delu. Temna in svetla stran dela. Temna in svetla stran dela in pač. To je to. Hvala Igorju, ne, za lepo predstavitev, Eriki tudi. Hvala lepa. Zdaj pa še obvestilo. Naslednji Goriški večer je 5. marca v Bukovici. Bo Vida Petrovčič vodila pogovor z Lojzetom Peterletom, z Dušanom Plutom in Milanom Pregljem. 5. marc, se vidimo.